kje ste folk, kva dogaja, Dino tle vse dejajo, dobrodošli na še en video iz cer, danes imamo en unboxing. Tole škatlo sem dobil že kakšen mesec nazaj, ampak zaradi projektov, ki sem jih delal prej, nisem mogel unboxati. Tokrat je prišel pa čas, da vam pokažem, kaj sem jaz dobil od firme ADO, ta klasika kitajska firma. Oni so dejansko videli moj video, ko sem naredil od brata tisti električen skuter, so me kontaktirali in so rekli, a bi ti dejansko naredil za nas unboxing. Pesko, kakšen unboxing? Pravi, mi imamo ena kolesa, izberi si en model, mi ti ga pošljemo in ti ga predstavljaš. No, jaz sem izbral tega. Dejansko imajo skladišča v Evropi in dobiš, če ga naročiš, ga v 7 dneh. No, da nam preveč govoril, gremo mi tole odpret pa pogledati. Kakor vidim, zapakiranje ful dober, kar nismo glih vajeni pri Kitajcih. Mislim, da bi to morali jeti kar ven, takole easy. Težek je 30 kg, tako da... Zdaj s tem molfa nožem bodite previdni, da boste što gumo zrezali ali pa kaj takega. Bil smo neko škatlo zraven. Pa če sem vedno govoril, ne kupovati Kitajca, če ne znaš izgovoriti njegovo ime. Pri temu Kitajcu ga lahko izgovoriš in ime mu je ADO. Gleda, da je bosanac. Še celo pumpo smo dobili zraven. Gleda, da je to najboljši način, da ne bi barve slučajno oprasko, ne. Vidim, da mi par delov manjka, tako da sem se odločil, da bom kar odprl tole škatlo. Da vidimo, kaj dobimo noter. In sicer noter dobimo pedala, potem dobimo kabel za polnjenje baterije, potem dobimo nosilec za telefon in tukaj noter, to je pa polnilc, ključ, ta je prav ključ iz Juge, imbusi potrebni, da lahko se skupaj zašraufaš, pa navodila za uporabo. Vzameš imbus, sable noter. Tukaj sta dve nalepke, katere moraš poravnati, da dejansko pač postaviš to v pravi kot. Tukaj je pač tale varovalka, da odpreš, zložiš, vrneš nazaj. Zdaj bomo dali pa balanco noter. Takole. Damo nazaj. Tole zategnemo. Mal mi čuden tukaj izgleda, zato ker dam naravno skolo, je tale tukaj zaklopka ali karkoli že je dejansko pod kotom in mi je mal čuden. Po mojem zato, da lažje dostopaš, ker tukaj spredi ne bi bilo prostora. Tukaj gor smo to tudi zategnali, da smo dejansko fiksirali in zdaj smo dali skupaj balanco. Ok, zdaj pa še za na konc imamo pedala. Čist klasična procedura, tako kot pri vsakmu kolesu. In zategneš, ker pedala so ključna, pa ponovimo na drugi strani. Zraven smo dobili eno pumpo, po mojem v lifeu bolj jadne pumpe nisem videl. Je pa treba napumpati 1,7 bara. Tole bomo fuknili stran. To je to. 1,7. To je to. No, tu je zdaj naša zadeva. Končno sem tole sestavil. Dejansko ni bilo toliko težko, mogel si dodati samo v bistvu balanco, pa pedalke, vse ostalo je že sestavljeno. No, zdaj pa čas, da vam povem malo tehnične lastnosti tega električnega kolesa. Prav motor je v zadnjem pestu in je 250 W močan. Prostor baterije ste po moje tudi dojeli, kje je in sicer tukaj noter v tem okvirju. Ful mi je to všeč, da je dejansko baterija skrita. Nekako me ne pretegnejo tista kolesa, katere imajo baterijo zunaj. Ta baterija je zamenljiva in dejansko lahko daš ven. Tukaj imaš spodaj en ta ključ, odpreš, kolo daš narazen in potegneš baterijo ven. Baterijo se da polniti v kolesu ali izven kolesa, polni se pa 7 ur. Kolo je težek 29 kg, tukaj ima eno tako hudo ročko, katerega sam primaš pa dvigneš. Kar mi je všeč pri temu Kitajcu je to, da ima Shimano menjalnik. Se pravi, ima menjalnik priznane blagovne znamke in so se nekako s tem potrudili, da se približajo evropskim kupcem. Zdaj, poanta tega kolesa je, da lahko goneš sam, ali ti pomaga delno električni motor, ali pa se furaš samo na električni motor. Zdaj, doseg, kakor sem bral, da je v bistvu samo na električni motor je 40 km, s pedalanjem pa 80 km. Jaz priporočam, da dam tole počas ven, pa da se gre malo zapeljati po ulici, pa da vidim, kako to sploh deluje.
folk, mene zdaj zanima, če gre tale kolo v ta prtljažnik. Ni lahko, 30 kg, treba nekako ugotoviti, kako ga not poriniti, ampak ko enkrat dojameš, še gre. Tako ga dejansko ga lahko daš tudi v prtljažnik. Ja ga, moj brat, Edo, on v leti vedno pravi čas. Kakšen se ti zdi? Sposoben zgleda. Zvari ful dobro izgledajo, kakor vidiš tukaj Shimano, stari menjalnik. A čao, Jan, gume jebote. A-Deko Asis, to je pomen. Edo na Adotu. Piči, plus pritisem. Plus. Piči on. Ajde gas, moraš poganjati, zdaj v hibrid modu. Ba ima dva moda, enega ka poganjaš, pa ti on pomaga, enega imaš pa ka imaš gas, pa ka sam pelje. Sam še to nisem shvatio. Še luč imam spred, led. A ne gre več? 25 gre. To je kolo, stari, ni to motor. Tega še skontati dejansko, kako sploh to dela. Ampak evo, da vam malo približno pokažem, kako izgleda. Tole so v bistvu prestave. Tukaj imaš še USB vhod, ki lahko dejansko filaš telefon, števček, prav tukaj ga ugasneš, ga prižgeš, pa lahko gledaš v bistvu, koliko je trip, koliko je v bistvu baterije, koliko časa je prižgan kolo, koliko si naredil kilometrov in dejansko tukaj pojačaš moč. Imaš pa še troblo, pa lučko, sprednjo lučko, zadnjo lučko moraš na roko prižgati tukaj. Tako da ja, gume so debele in so kar glasne med vožnjo. Po mojem so ful fajn za na kakšen teren. In sprednji amortizeri delajo, zdaj kako delajo moram še pač stestirati. Drugače fascinantno mi je to, da ima disk bremze. Evo ga, smo jih že malo zdrajsali. Spredi in zadaj je pa ta slabost, da je na kabel, ponavadi so disk bremze na hidravliko. To je zdaj tak prvi video glede tega kolesa. Bo pa prišel še en video, ta video bo pa prišel čez nekaj časa, ko bom jaz dejansko se vozil s tem kolesom in bom ugotovil dejansko vse njegove prednosti in slabosti in takrat v umu videu vam bom jaz še povedal dejansko, kako se počutim s tem kolesom. Drugače spodaj imate link njihove strani, če vas zanima ta kolo. Ne zdi se mi drag za to, kar ponuja. Zdaj ni to uno, da bi rekel neki top shit na polno, ker so po 2, 3, 4, 5 jurjev, ni pa tudi krš, ker že vidiš, da so se potrudili pri menjalniku, da so dali Shimano menjalnik, da so lepo zvare naredili in dejansko so ga tako upakirali v en tak lep paketek za ta denar. Tako bom rekel, Kitajci se trudijo se, da zadovoljijo evropskega kupca, ker vejo, da pri nas kvaliteta šteje in ti bom tako povedal, so na dobri poti. Če ga naročiš, ga dobiš 3 do 7 dni, tehnično podporo imajo dobro, vse dele imajo za to, tako da dejansko je ta kolo podprt, ni kao ni kitajskega kupaš, pa nimaš pa več delov za nabaviti. To je to, hvala lepa za ogled mojega videa. Če vam je všeč, dajte en like, dajte malo pošerati, dajte pokomentirati, če ste vi kdaj dejansko imeli električen kolo, če ga imate električen kolo, če imate električen kolo, kakšne imate vi izkušnje z električnim kolesom in če vam je to sploh všeč. Hvala, pa se vidimo.